En lep pozdrav zelo na vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko prije nov vlog ven. Kaj se danes dogaja? Končno nismo več z balirko ali pa s kosom. Da vidimo, neka mašina gre zraven. Aha, Valtra pa Farmtech parkolica se jim pelala. V glavnem žetev poteka in sicer danes bomo začeli s tritikalo, tako da smo pripeli fligelco, pa da vidimo, kaj se bo naželo. No. Drugač pa to je v planu, se pravi, danes bomo nekaj, pa jutro bomo nekaj poželi, tako da upajmo, da vse pred sredo, ker v sredo bi znali biti kakšne padavine, upajmo, da ne bo kakega strašnega neurja, tako da bomo probali kar tole danes pa jutro rešiti, pa naj bi bilo že nekaj tudi graha za požeti, tako da bomo videli vse sprot. Tako da zdaj smo pripravili fligelco, čakamo pa na klic kombajnista. Boris Savnik bo že sosed naš, se ga že poznate. Tako da, ja, čakamo na klic, pa skočimo na parcelo. Tako da, to je to. Akcija! Prve 2 hektarja sta bila požeta. Pridelek zdaj tako, če na oko rečem, je okoli tam 3 ton pa pol po hektari. Pozna se mečken sušano, ker je tam tudi bolj na šodru zadeva, ampak še kar zadovoljivo, no, moram reči. Slame je kar veliko, tako da nekaj baj bo. Zdajle se bomo pa lotili, v bistvu šli smo na kosit. Potem se bomo pa lotili pospravljanja balotave, tako da bomo s Kotrom šla v akcijo poštali. Tako da to pravimo še zrihtati. Tega le bo treba še natankati, drugače smo pa kar redi, no. Tako da to je to. Gremo! Takole, zdaj je ura nekaj čez 11, s Kotrom smo nekaj zvozila bolj, nekaj je še ostalo za kak drug dan. Zdaj sem pa še kraja prek spustil, pa pripeljal sem še vodo za tega, da jim ne bo zmanjkalo čez noč, tako da, ja, to je to. Ko gremo pa spat, no. Smo že kar zmatrani, tako da, ja, se vidimo zjutraj.
update na situaciji. Zjutraj oziroma dopoldne poštali smo s fotrom šla še po 2 fure val. Potem sem letel na faks, ker smo imeli danes že spet en izpit, tako včeraj. Tako da smo še tole odklukali. Zdaj pa žanjemo spet popoldne. Še ostalo kaj 3 tikala, pa nekaj majega tudi graha, mogoče poželj. Tako da še tole danes v plan. Tako da rešimo čim več, ker jutri po noči bo dež. Zvečer gremo pa še nekaj balirati, no, tako da bo lepo zapolnjen urnik. Don't say you down, you gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down, you gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Evo, da se vidi, da niso kombajnisti samo v kabini, ne? V kabini pa čisti. Zamazani celo hitreje. Evo ga, zdaj lahko razložim, kakva je situacija na terenu, ker se je večkrat umirili vse skupaj. Se pravi, včeraj smo balirali še do 11, potem je že rosa napala, tako da je res močna rosa bila včeraj, zanimivo. Glede na to, kakve temperature po dnevu, sem bil kar presenečen. Tako da tole, potem smo zjutraj s fotrom šla še pobrati ostale bale Otave. Začelo se je oblačiti vse skupaj, res je kazalo že na to, da bo nevihta. Potem, ko smo to naredila, sem mislil balirati sedemko, se je pa pojavila ena težava in sicer v bistvu se je pojavil en alarm, da ni bila regeneracija AdBlue pravilno narejena, tako da s tem se bomo ukvarjali naknadno. Obvestil sem že serviserja, tako da upam, da se to ne reši. Potem smo mogli preprečiti balirko za petko in zdaj smo leteli nekaj zbalirati že. Čaka nas še ena parcelca, reče pa tudi, da bojo popoldne nevihte, tako da zdaj je že ura 1, tako da moramo kar pohiteti, tole še zrihtamo. Pogledal sem tudi tritikalovo samo, ko smo jo želi zadnjič, ampak
se še ni tako obsušila, tudi danes se ne suši neki vaš. Kot sem že omenil, je bila tudi močna rosa, tako da se ni mogla usušiti. Tako da bomo verjetno mogli jo po tem deževnem dnevu oziroma koliko pač teh padavin bo, obrniti pa posušiti, tako da s tem sem ukvarjal drugič. Zdaj pa še tole stisnemo, pa pičimo domov, pa spravimo še kako balo pod streho in to je to. Drugače pa petka na McHale'si, zdaj tole drugič baliram z njo. Kar se tiče moči, zelo manjka, zdaj če delamo brez nožev, pa da ni nek full mase, kar gre, drugače pa problem, no. Tako da za McHale'co cirka 150 konjev vsaj, no, če hočeš nekaj resno delati. Zdaj, če se gre pa za velike bale, pa da bi mogel še kaj v hrib delati, pa 200 konjev, ne bi bilo čisto nič preveč, tako da ja, je kar balirka, kar zahteva pol, ampak drugače pa gre, no, za silo. Zdaj smo se pa lotili še mečkim čistilnim odkosov. Una nevihta je šla mim, vse okolje še zmeri sivo, tako da pričakujemo proti večeru mogoče kako plohco. Tako da ja, zdaj pa nekaj čistilnega odkosa, pol pa gremo še za frišno nakositi, tako da tole porihtamo lepo do štalice, sproščeno in to je to. Tole, evo ga, čistilni odkos narejen, nakosili smo za frišno, naredili v štali, potem smo pa še naknadno izvedeli, da smo mogli iti v Slomškov dom, pomagati za našo župnijo. Tam sem dvignil s tortjem nekaj fosnov gor, tako da smo naredili en pot. Bilo je ful vroče gor, res nenormalno, na podstrešju smo bili, tako da ja. Tako da tole zadevca, tako da to je to, no, uspešno smo zaključili dan. No ja, koliko tukaj uspešno, no, upam, da se čim prej rešimo probleme, zjutraj prije serviser, tako da bomo videli, kako bo s to stvarjo šlo naprej. Tako da ja, no, kaj se pa tiče dežja, pa bolj slabo kaže, upam, da bo kaj po noči, ampak če ne, pa nimam okej, no, na vreme ne moramo vplivati. Tako da to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem, uživite. Ajde, čau.